Odgovorila sta na vsa vprašanja in... Noben ni bil uspešen. Večerni človek, jutra rad prespim, pa večer se več dogaja, več je akcije. Živjo in dobrodošli na kanal Džungla. Danes je na vrsti blind date, oziroma po domače rečeno zmenkarije. Izbrala si bom fanta, tistega ta velizga. Ne pozabite se pa seveda subscribat, sharat in lajkat. No, fantje pa začnimo. Oseba ena. Ja. Si jutranja ali večerna oseba? Definitivno jutranja oseba. Vsako jutro vstanem ob 6. zjutraj, čeprav grem spat ob 12. Sicer ne vstanem ob 6, ker hočem ostati ob 6, ampak nimam drugo, ker imam psa. Oseba dva? Definitivno večerna oseba. Rad zjutraj spim, zvečer pa rad bedim. Aha, kaj pa dela zvečer, ha? Prav to pa ni možno. Ok, oseba tri? Jaz bom tudi rekel bolj večerni tip, ker se zvečer ponavadi več dogaja kot zjutraj. No. No, kaj za koga? Več lahko pojem za večerjo kot za zajtrk. Imaš tudi zjutraj najrazličnejše zajtrke. Oseba štiri? Večerni človek, jutra rad prespim, pa večer se več dogaja, več je akcije. Ok, pa še oseba pet? Jaz sem tudi večerni tip, zato da še zvečer kaj pospravim po hiši pa kako tako. Pospraviš, ja. Ampak tudi zjutraj se kaj zgodi. Kaj se zvečer pospravljaš, to je to, ali ja? Stari škaj, ne moram nujno pobi pospraviti. Ok, sem se odločila in sicer zmenkarije zapušča oseba ena. Sorry, jaz nisem jutranji tip človek. A veš? Boš prišel nazaj. Pa ni Anej. Se vidimo ob 6. Jaz sem hotel, da pač imaš ti več od dneva. Da zjutraj, ne vem, bi šla lepo na Šmarno gor. Ampak ne. Oj, samo veš kaj, jaz grem ful pozno spat, tako da se pol ne bi naspala, glasilke se ne bi regenerirale, tako da I'm sorry. Kaj pa, če bi sam jaz vstal zjutraj, pa jaz zrihtam vse po bajti, pa ti spiš. Zato pa nisem premislila. Zdaj je že? Žal. Malo. Adijo. Pova, si že nazaj. That was quick. Ok, fanti, tišina, prosim. Se pravi, zdaj smo pri osebi številka 2. Kako bi te opisali prijatelji? Definitivno bolj tih, zadržan, ampak predvsem nepečen. To ne gre skupaj. Ful težko gre, ampak ok. Ok, gremo naprej, oseba 3. Glasen, zabaven, ful na hece, pa malo preveč si upa. Ok. Gremo naprej, oseba številka 4. Zabaven, smešen, zaspan, nor, pozabljiv. Gremo naprej, oseba 5. Definitivno prijazen, potem človek, ki se mu da zaupati. Znam nasmejan in pa znam polepšati dan. Oh my god, Ti si v redu, to je Ti sigurno ne boš To je to. spadal. Ti si pa res face poba. A to, a ne? Ok, tisti, ko si preveč upa, bo izpadel danes. To je oseba številka 3 a 4? 3. Srečno, bratman. Zapušč. Mikal, prosti, saj nisem tak mislil, ne, ampak... To ni škoda, ga pač nisi zame, zato, glej. A ja, saj te pa tak vredi. Saj bomo... Ne sekiraj se. Jaj, tako Ti tudi ne, ti tudi ne. Saj se ne. Saj očitno nisi kaj dobrega zgubila, ne, pa malo ti je žal, pa bom se boljše počutil. Ja, zdaj se boš boljše počutil, izvoli. Se pravi, oseba številka 2. Kaj želiš doseči v letu 2020? Zelo težko vprašanje. Da lahko sam spije veliko pivo. Zdaj ne boš... Dosti želje, ampak postati bolj uspešen v življenju. Ok. Oseba številka 4. V letu 2020. Te lahko na računat naučiš počasi. Res je, zmožek. Kaj si želim? Se še bolj posvečati glasbi. Ajde, reči to. A puncam pa ne. To tudi, predvsem nisi. Ok, gremo naprej, številka 5. Probati biti čim bolj uspešen, če se le da, zelo bolj prijazen,
A nisi rekel, da si že prijazen? Ja, to zadnjo moram se še bolj potruditi. Zdaj ga vidiš, kako važno. Ima lahko krvnija, sam sebe držal. Posvetiš čas najbližjim in pa zelo veliko nastopov. Ok, odločila sem in sicer ta krog zapušča oseba številka 2. Jaz sem pa že bil realist. Pač hoče biti bolj uspešen v življenju. Ja, malo si, premalo si bil natančen. Preveč splošen si bil, tako da. Ja, natančnost si cenim. Žal kaj? Ni mi žal. Zdaj sta že ostala še 2 finalista, se pravi, za njih imam pa 2 vprašanji. Se pravi, ostala sta oseba številka 4 in 5, če se prav spomnim. Ok, se pravi, oseba številka 4, kaj bi spremenil na sebi? Že jaz prejerim. To je res, ja. Kaj bi spremenil na sebi? Ne veš vedno, kjera obletnica je, ko ne veš znati. Pa sem zadovoljen, samo kakvi sem. Ne bi nič spremenil. Ok, se pravi, ne bi nič spremenil. Ne, nič. Gremo naprej, oseba številka 5, kaj bi spremenil na sebi? Jaz bi probal povečati v bistvu svojo samozavest. Lepa. Pa drugače pa načeloma in pa nuditi čim več pozornosti Puncam, ne? tako je. In svojim najbližjim. Čakaj, zdaj rekel puncam, kaj pa puncam? Svojim najbližjim puncam. Ne, punci seveda. Prijateljco, pač punce prijateljce. To je tudi res. Še zadnje vprašanje je sicer oseba številka 4. Katera je tvoja najslabša navada? Oj. Nekaj. Najslabša navada? Ja. Predolgo spanje, rad spim, včasih preveč. Super, To. fajn. Super. Mislim. Jaz tudi. Ok, to je to, se pravi, predolgo spiš, to je tvoja najslabša navada. Kaj pa številka 5? Mogoče si malo preveč k srcu javne stvari, ampak to je ena takih slabših navad. Praviš robček? Ok. Odgovorila sta na vsa vprašanja in Noben ni bil uspešen. mora biti en uspešen, taka so pravila. Tako da izbrala sem oseba, ki se mi zdi najbolj podobna in ki me je prepričala z odgovori in ki se mi zdi dokaj iskrena, je oseba številka 5. Čestitke. Bravo. Ne si k srcu, ja, man. Čestitke. Hvala lepa. Če rad dolgo spim, to... No, ampak si finalist, čestitam. Hvala. Je dokaj malo, ja. Malo mi je žal. Žiga, čestitam, zmagovalec si. A si zadovoljen? Zelo. Kam me pa pelil na zmenek? Veš kaj, jaz bom pa mogoče malo drugo pot obral in sicer povabil te na večerjo, da ti pokažem jaz moje kuharske sposobnosti. Tako, za malo bolj za prihodnost pa računam medene tedne na Baliju. Jackpot! Pa čokoladni sladoled je na koncu prosto. Seveda, vsekakor. Superca. The best. To je to. Jaz sem našla. Dragi moji, to je bilo to z Menkarije Soferti, ker sem si izbrala Žigeca. Drugače pa ne pozabite, hitro subscribaj, lajkaj, šeraj in napiši komentar, koga bi pa ti izbrala oziroma izbral. Ja, vse res, ja. Čau! Se vidimo. Tule se subscribajte, tule si pogledajte zadnji video. To pa mi priporočamo,